they are strong. And may all daughters know that they are worthy, that the circle of women may live on. And may all mothers know that they are loved. And may all sisters know that they are strong. And may all daughters know that they are beautiful, that the circle of women may live on. Hvala ti za tale čudovit uvod. Danes je z nami Katja Bubnič. Hvala ti, da si si vzela čas za nas. Leto 2021, da se mi pa zatika, tako sem ganjena. Leto 2021 je bilo leto, ko so naj bi se podirali stereotipi. Leto 2022 je mojstrsko leto, zaradi seštevka 6 govorimo o ženstveni energiji, močni energiji, energiji mojstrice, boginje, ženske, bojevnice, vse to, kar ti utelešaš, zdaj je mal neroden. Tako da jaz sem vesela, da si danes z nami, ukvarjaš se s toliko različnimi stvarmi in jaz verjamem, da marsikatera ženska, deklica, mati, boginja, mojstrica in tako naprej bo vesela tvojega znanja in tvoje podpore. Ujeli smo te pa ravno v pravem trenutku, se pravi, ona ravno začenja s sestrstvom Divje vrtnice. A bi nam povedala najprej mogoče malo več o tem? Ja, sestrstvo Divje vrtnice je v bistvu en projekt, ena ideja, ki se je rojevala že kar nekaj časa. Prav spomnim se, kako sem prosila dolgo časa za ime, da pride pravo ime, nekaj vse stvari se morajo sestaviti. In potem sem po dolgem času spala pri prijateljci ob reki, v leseni hiški, ki je nekaj, o čemer jaz sanjam, in se sam zbudim z imenom sestrstvo Divje vrtnice. Sem rekla, ok, to je to. In potem je včasih potreben čas, da stvari ozrelijo. Ki si ga velikokrat ne damo. Ker si ga ne damo in bi radi izsilili in bi radi takoj in bi radi hitro in bi radi prehiteli. In potem, ko pa spustimo, se zgodijo sinhronicitete majhne in drugačne. Tako da v bistvu zdaj se je lih začelo sestrstvo Divje vrtnice in je še odprto. Tako da dobrodošli. To je v bistvu spletno članstvo, namenjeno ženskam in sicer eno tako prostor podpore, prostor povezovanja, kjer v bistvu se pač srečujemo preko spleta. Enkrat tedensko imamo jutranje prebujanje s plesom. To si pa že imela. To sem imela lani, ja. To sem videla na Facebooku. Sem Katjo lepo prosila, da bo ob koncu tega prispevka tudi malo zaplesala, da bomo imeli malo občutka. To se mi zdela tako fantastično, da jaz sama rada plešem. Jaz jutri na ekvadorsko Munsko sama 2 kroga naredim po stanovanju. Sočustvujem sosedom, ki stanuje pa domov, seveda. Ampak je tak krasen začetek dneva. Super, super. To je bila v bistvu lani ideja sočna in pretočna v nov dan. Ko je bilo kako najboljše začeti dan s plesom, da pridemo v to sočno žensko energijo in smo se zbujali ob 6, tako da tudi to bo v bistvu enkrat v tednu ob 6, da začnete svoj dan s plesom. In tudi za prisežene, tiste, ki spijo dolgo časa ob 11, je ena ženska začela se ob 6 zbujati. Meni se je življenje spremenilo. Super, sigurno. Že s tem pretokom in kreativnostjo in veseljem in radostjo, kar splača prestati. Ja, res, zato ker v bistvu potem ujameš ta kreativen del dneva, ki je v bistvu jutro. Tako da to je pač ena stvar. Kresno. Druga stvar bo enkrat mesečno Yoni Spa obred, se pravi obred vaginalne parne kopeli, ki je ena starodavna tehnika za zdravljenje ženskih spolnih organov, se pravi maternice, venere, materničnega vrata, ampak v bistvu to je stvar, ki zdravi na večjih nivojih, čustveno, fizično in spiritualno.
Tako da to bomo imeli enkrat Močna mesečno, zadeva. ja, Močna bomo imeli zadeva. skupaj z meditacijo, tako da bomo v bistvu, ker si res želim, da je to sestrstvo nekaj, kjer delamo na vseh nivojih, se pravi na telesu, na čustvih, na duhovni ravni. Potem bomo imeli predavanje enkrat mesečno in sicer pač na temo žen, se pravi arhetipi, arhetip deklice in mame z vseh vidikov pogledov. Super, se mi zdi, da mogoče včasih se življenje prinese takšne in drugačne izzive, ampak da zanemarjamo določene aspekte sebe. Tudi materinski del, to sebe se mi zdi, da ga veliko krat zanemarimo. Veliko govorimo o notranjem otroku, vseeno imamo sabo tudi notranje starše in ta notranji dvogovor, ki nam je bil nekako priučen. Včasih ne znamo do sebe biti potem nežni. Tako da temu si ti fantastična, zato mi je tako pomembno te predstaviti, da vejo tudi tisti, ki te morda še ne poznajo, kje te lahko najdejo. Bova tudi dodali, se pravi, njeno spletno stran in kontakt. Tako da super, ta zadeva se mi zdi fajn, ampak počneš pa še toliko drugih stvari, da ne vem, če jih bova sploh spravili v pol urice. Sam ti se navezam na to, kar si rekla. A ne na ta aspekt mame, to ni arhetip mame, fizične, biološke mame, ampak arhetip naše notranje mame, da v sebi ustvarimo to gnezdo mehkobe. Ker namen sestrstva divje vrtnice, a ne samo če vzamemo ime, se pravi vrtnica predstavlja energijo nežnosti, mehkobe in divja pa predstavlja divjino, prvinskost. Kako to dvoje v bistvu v sebi povezati in predvsem namen je ta, ker jaz imam groznega notranjega samokritika in verjamem, da marsikdo ogromno, sploh Slovenk. Slovenke smo izjemne v tem, prav izmistrene. Krivde. Čim si kaj privoščiš, imaš takoj občutek, da si sebičen in tako naprej. Ja, tega je zelo veliko. In pravzaprav je to glavni namen tega sestrstva našega, da ustvarimo v sebi prostor mehkobe in nežnosti in sprejemanja, ker če tega ni, nismo uspešni na nobenih drugih področjih, niti v drugih vlogah, ne kot mame, ne kot partnerke. Tako da to vas vabim, vrata so še odprta, zato da bomo to mehčale in iz te notranje mehkobe se ustvarja zunanja moč. Nekaj včasih bi bile rade vse močne in divje, tudi jaz sem hotela biti to, ampak notranja... Ja, sej, bom rekla, obrambni mehanizem nas hitro postavi v vlogo, ko smo skoraj da napadalni, zato da sebe obranimo dobesedno. Ampak tista mehkoba, ta ranljivost, ta šibkost, ta čustvenost, za katero tolikokrat slišimo, si preobčutljiva, pa kaj spet narobe, pa kaj spet to, pa preveč si čustvena. Iz tega tudi v delu strankami ogromno slišim. Vsi mi pravijo, da sem preveč ranljiva. Ne, to ne obstaja. Pogumen moraš biti, da si sploh lahko ranljiv. Zato se mi tudi take skupnosti zdijo pomembne, ker lahko ljudje izkušnje med seboj delijo, si podelijo, vidijo, da ni s tabo nekaj narobe, ampak da marsikatera ženska doživlja isto. Podobno. Ena med drugim si lahko tudi sami izmenjujejo potem mnenja, nasvete in tako naprej. Tako, in sploh v tem svetu Facebooka in Instagrama, v tem socialnem omrežjih, kjer je vsak popolnost, ker mislimo, da je vsak popoln, zame si marsikdo marsikaj predstavlja, pa je resnica od zadaj drugačna. In to, da se zavemo, da se v bistvu bolj ali manj vsi ukvarjamo z istimi težavami in izzivi. Ljubeznijo do sebe, spoštovanje do življenja, tako naprej, tle se vse prične, se mi zdi. To je taka pomembna zadeva. In ti ženske kroge pa ti že nekaj časa vodiš. Ja, začeli so se v bistvu z ustvarjanjem. Jaz sem v bistvu hotela delati z ženskami, ampak nisem vedela, kjer bi bil ta način, da pridem v ta svet. In potem sem rekla, jaz pač ustvarjam makrame nakit. Evo, to je pač nekaj. Kako je lepa, cela kraljična, mojih kreacij. Sicer nisem vedno tako doma, ampak je fajn si dati vsake toliko časa, kakšen malo bolj. Pa tebi res tako pristaja, ko gledam tvoje slike, tako žariš, pa ti kristali, pa vse to tako res. Znaš tudi nositi, znaš uživati v tem. Se mi zdi, tudi to je ena izmed stvari, ki jih ženske mogoče včasih pozabimo. Lahko smo še tako urejene, ampak če ne uživamo v tem, kako izgledamo, kako smo se oblekli, sploh ne gre za to, ali je to zdaj neka Gucci znamka, draga, ampak kako se mi počutimo. Ti vedno tako žariš na tvojih slikah, jaz bi vse tvoje ogrlice imela, ti tako žariš. Ker da vam jaz povem, jaz imam večino oblek second hand, ne? Imam lep nakit, ampak second hand veliko oblek, se pravi, ne gre za Gucci, lahko imaš second hand, ampak gre za feeling. Da tvoj feeling je tako, doživljanje, občutek samega sebe, svoje notranje lepote, ki ni povezana z nekimi zunanjimi dejavniki, ampak da se ti dobro, pa kristali, ki so itak živi in vemo, kako nas lahko zelo podpirajo. Ok, se vrneva k tistemu, kar si rekla, kaj še vse delamo. Dajva. Še par besedic o ženskih krogih. Tako da eden od področjih ženskih krogov so pač ustvarjalni ženski krogi, kjer ustvarjamo nakit.
Zdaj, nazadnje sem imela prvo delavnico ustvarjanja makrame menstrualne ogrlice. Točno, ja, to je tudi nova zadeva. To je nekaj čisto novega, ja. Čisto nepoznanega nam Slovenkam, tako da še temu nam malo prosim te povej. Ja, evo. Mislim, mimo grede, jaz se kar izdam sama sebe. Zdaj sem v 3. dnevu pač svojega cikla, se pravi 3 dan krvavitve in jaz pač nosim svoj menstrualni nakit v času krvavitve, potem ga pa dam na oltarček in me tam čaka. Zdaj menstrualni nakit ene zelo privlači, ene pa totalno odbije in sem gotovila tudi zato, ker si mislila, a zdaj bojo pa drugi vedli. To pomeni, zato, ker imamo ponavadi slab odnos do tega, se pravi do svojega telesa, do svoje ranljivosti. Tako. Nekateri tudi sramo temu govoriti in tako naprej, tudi malo mogoče od okolja, od vzgoje. Ampak namen menstrualnega nakita, ne, tle imam tudi v škatlici, namen menstrualnega nakita je, kaj me rabimo med menstruacijo. Počitek, umik, samoto, rabimo se, da nam je prav fizično, da nam je toplo, rabimo fizično več spanja in v bistvu ta ogrlica ali pa makrame, menstrualna tiarica, ki jo bom pol pokazala, so v bistvu en tak pomočnik, ki nas spomni, ok, zdaj je tvoj čas, da se upočasniš, da si vzameš ta počitek, da greš prej spat, da kaj prebereš in hkrati govori tvoji družini. Ko moja hčerka vidi ogrlico, ok, zdaj ve, da je mama bolj razdražljiva. Zakaj? Zato, ker rabi nekaj drugega, a ne? Partner reče, ok, grem na futbal s frendi. Na futbal bom skuhal, bom zrihtal, a ne? Ne vem, ti pripravi celo tvoj prostor. Skratka, gre za nekaj, kar nam pomaga tako v družini in jaz verjamem, da tudi prav v družbi prinesti eno drugačno razumevanje ženske cikličnosti, da nismo nore, ampak da se nam nivo hormonov spreminja in da ga je treba razumeti in delovati v skladu z njim. Ker to je pravzaprav, vem, da si zelo povezana z interakcijo obedve svane. Vse povsod je to posvečen čas ženski. Žensko se veliko bolj spoštuje v tem času, zaveda se pač okolica, da je takrat ženska bolj ranljiva in obenem bolj močna. V nekem tem modernem svetu smo pa vse prevečkrat si drznem reči deležne komentarje, a ja, imaš spet menstruacijo, si tečna. Aj, zato si pa tečna. In zato jo pa skrivamo. Ker zapri se v vrata, ne v vrata, v omaro. Vrata zelo negativna konotacija, ne? Tudi če ga, veliko krat je celo tako, da tudi če moški kaj naredi slabše, kot bi lahko, je potem si tečna, to pa mi zdi, kar ima menstruacija. Ne zdi, kar so hormoni, to vi ženske, kaj imate tako. Pa ne vem, če niso moški doskrat bolj muhasti kot me, ker sicer ni predmet debate, ampak hočem reči, to posvečen čas je pomemben. To je pomembno obdobje v življenju ženske. Simbolizira to, s čimer so pričela materinstvo, podarjanje življenja. Cikl življenja, spoštovanje do tega se mi zdi tudi pomembno, da ga pokažemo. Ja, ampak to se začne pri nas. Tako, mi vedno čakamo, da nam bo partner dal prostor, da nas bo nekdo drugi od zunaj razumel in v bistvu že vnaprej tako deloval, v bistvu mi smo tiste, ki moramo. In ko si ženska začne na začetku jemati svoj menstrualni prostor, lahko samo en dan, mogoče samo en popoldan, velikrat družina, ki je navajena mame, ki ves čas daje, ki je ves čas na razpolago, jim ni všeč. Ampak se bodo navadili. Če mi razvadimo nekoga, seveda je potem prva reakcija, zakaj pa zdaj ne bi ti mene več razvajali. Vse smo si krvavi pod kožo, če tako rečeva. Ampak ja, iz nas izhaja, mi si moramo to pravico vzeti in izhajati iz tega, da je to naša pravica, ne dobrota ali darilo nekoga drugega. Vendarle govori o nekem sočutju in vzajemnem spoštovanju. Tako kot znamo mi mogoče razumeti, če vzamemo v primer, kaj pa s tem svetovno prvenstvo fuzbala, da če imamo moškega, ki mu to veliko pomeni, da od njega ne bo kaj pride v tistem času, potem je pa to tudi naš posvečen čas. Ampak tle je še ena stvar, da ni samo, da si ženska vzame ta čas, ona, mislim, ni pretirano, ona si ga vzame za družino ali pa za skupnost, ker ko se ženska umakne, se spočije, lahko potem 5-kratno daje, ker ženska narava je, da hoče dajati. Seveda, da skrbi, da neguje, da poskrbi. To je naša narava, to ni, da se mi silimo. Ampak, ko dajemo, brez da napolnimo to vrečo, potem pridemo na mejo in ratamo res sitne, ratamo jezne, ratamo zamerljive. Če si pa vzamemo ta en dan ali pa pol dneva, ali pa mogoče 1 uro zvečer, res, potem bomo veliko lažje dajali. Sigurno, vse to je zelo logično, še mobitel moramo napolniti, da deluje. Vse preko telefona bodo razumeli vsi.
rekel baterije. To, če baterija crkne in ne moreš na Facebook, je konc sveta. Ja, a ne. Tako da ja, tudi ta neka lastna vrednost spoštovanja sebe se mi zelo pomembna. Ta menstrualni nakit je absolutna novost v Sloveniji in se mi zdi fantastična ideja, čeprav verjamem, da se marsikdo zdaj, ko nas posluša, za glavo drži, ampak si res želim, da bi tudi ta koncept posvečenega časa za sebe, za žensko, zaživel na drugačen način. Tako da hvala ti. Čudovite spremembe, ki nam jih prinašaš. Tukaj so ogrlice. Delaš pa tudi sicer čudovite makrameje in te stvari. In tudi učiš, kako to izdelovati, kaj ne? To je ena od stvari, a ne, kar si rekla na začetku, da se vrnemo nazaj v žensko energijo. Ženska je po naravi ustvarjalna. Vsaka. Jaz recimo sem bila anti-ustvarjalna celo življenje. Jaz rečem, sem imela 4 leve roke. In lahko vsi vprašajo mojo mamo, ki vedno reče, nikoli se ne bi mislila, da boš nekaj takega delala. Ampak ko sem jaz v bistvu spoznala kristale, in ne tako, da bi veliko vedela o njih, ampak ta ljubav do te lepote. Meni je najprej lepota v njih v bistvu očarala. In to, da v bistvu to lepoto nosiš polahko. Ne da imaš kristal samo v prostoru ali pa v žepih, ampak da ga nosiš in v bistvu tako, da počastiš to njegovo lepoto. Pa veš, kaj mi je izjemno všeč pri tvojem nakitu? Niso preluknjeni. Ja. To, ko kupiš v raznih teh trgovinah, pa so čudoviti pa vse, ampak mene fizično malo boli v srčku, ko tisto luknjo vidim, ko se predstavljam, če ne bi bil kristal živo biti, vsi vemo, dokazano je, da vplivajo na nas, da nas podpirajo. In mi ravno zato tako všeč, ker tako lepo zaobjame kristal in ga samo izpostavi. Tako. Zaobjeti je vedno tako, da to je tehnika makrame in učim v bistvu na pač ustvarjalnih krogih, ženskih krogih, pridejo totalne začetnice ali pa ženske, ki že kaj znajo in v enem takem zelo sproščenem in mirnem okolju vsaka ustvari svojo grlico. In potem ne samo to, ampak ustvarjajo potem za svojo družino, za prijatelje in nekatere tudi prodajajo. Tako da nekatere so z tega naredile tudi svoj lep biznis. Tako da, ja, makrame ustvarjajo. Imaš tudi stopalke za noge, se spomnim? Stopalke! Facebook te je bil polhan poleti. Moram te popraviti. Bosonoge Japonke. Lučno. Bosonoge Japonke so v bistvu, ne vem, če se vidi, evo, so nakit za stopala. Jaz bom zdaj pokazala svojo nogo. Daj bo dokazala, da je izjemno gibčna. Pogledaj, kako... Če se ne ve, ali je njena, ali je moja noga. To sem jaz tako zelo, ja. Skratka, bosonoge Japonke pa so v bistvu, spet se je rodilo nekaj, ker sem jaz hodila imeti nekaj lepega na nogi. In sem imela ful težavo s stopali. Meni so se zdela moja stopala zelo grda, široka, kratki prstki in potem se mi zdi, da jim dajo te bosonoge Japonke drugačen čar. Pridih. Tako da ena stvari bosonoge Japonke pomagajo pri sprejemanju svojih stopal. Drugače pa so predvsem povabili v bosonogo hojo. Ja, povezano z zemljo, koliko je to pomembno. Skozi smo obuti, skozi smo tudi doma v copatih, ta konkretni stik z zemljo, prizemljevanje je izjemno pomemben. Super. Tako. Tudi s konji delaš? Bom rekla tako, jaz se učim stika s konji, ampak sem pa lani imela eno čast in leto se bo ponovila, da sem skupaj z eno izjemno žensko, Nejo iz Inštituta Pastirica, organizirala prekrasen retreat, 2-dnevni retreat, letos bo 3-dnevni retreat s njeno čredo konj. Tako da tlele smo v bistvu povezali moje znanje, moje izkušnje plesa, telesa, psihe, z Nejo, ki pa razume to skozi konje. In v bistvu, kar nas je učila, nas je učila, kako voditi konja od tukaj. Ne od tukaj, ampak od znotraj, se pravi, zato rabimo biti me s sabo povezane. In je spet se vse povezuje. Tako da to bo pa maja, vabljene, ker bo prav izjemno s čredo njenih konj, ki se divji pasejo v naravi celo leto na krasu. So svobodni, niso nekje... Tako. So svobodni, ampak z njimi delajo, tako da so navajeni stika, ampak so pa zelo veliko bolj svobodni, kot kjerkoli drugi konji v Sloveniji. Super. Tudi zelišči se ukvarjaš? Ja, zelišča so moja velika ljubezen že dolgo let. Čudovit čajček so prej popile, to bo res razvajanje za dušo in telo.
Tako da čajčke lahko dobijo pri tebi? Ne, čajčke ne morejo dobiti. Ali je to mogoče kakšen projekt za v prihodnosti? Ja, skratka, ne, da vam pokažem en delček mojih čajčkov. To je nekaj, kar sem odkrila že veliko let in sem rada nabirala, ampak nekako skozi čajček jih velikrat nisem do konca popila. In zdaj sem pa začela delati v bistvu redno ta Yoni Spa obred, za kar v glavnem nabiram zelišča, ki so za Yoni Spa pač za bi nam učaj. izdala kakšno skrivnost za tiste dame, deklice, ženske doma, ki bi se tudi mogoče Okej, polotile seveda, tega? seveda. Katere zelišča so mogoče bolj Jaz mislim, da priporočljive? vse imajo kakšno kamilico. To sigurno. Kamilica je taka najbolj osnovna, potem vrtnica. Vrtnica jih prinaša to nežnost in sprejemanje sebe. Ali to pomeni, da gremo na vrt k tašči in porižemo vrtnice in potem kaj naredimo? Smo na sprehodu in vidimo čudovite. Ja, ne, moramo biti prepričani, da, pač, da niso Tako. špricane. No, a ne? to. da Kaj niso zdaj pomembno špricane. Ja, se pravi, najboljše je seveda iz svojega vrta. Iz vrta. Ja, nisem razumela, ker nimam tašče. Ne, pač pomembno je seveda to, da pač naberemo zelišča v naravi, neokrnjeni naravi, najboljše na našem vrtu ali pa na našem Da pač poznamo balkončku, seveda. tako, Ja. ali pa nekje v naravi, kjer vemo, da so čista. In, Koliko pa je dovolj? zdaj tako, ena večja pest, dve pesti, približno kakor je, se pravi kamilica, lahko je kopriva, rožmarin, preslica je krasna, materina dušica, malinovi listi, mislim, seznam je ful velik, ognjič, evo, rman, vrtnica, tlele imam pa, evo, ko smo govorili o konjih, tlele imam še traj iz njihovega pašnika, ki smo ga takrat nabrali. Tako da vsaka ženska si lahko pripravi svoj Yoni Spa. Tudi če še nima svoje poručke, lahko doma zimprovizira. Improvizira. Okay, se pravi, naredi kot čajček in glavorček. Ja, Če tako, zase. ja, mogoče tu zdaj imamo malo premalo časa, da tako Zdaj na se hitro tako, povemo, ja. ampak je pa tudi v moji skupini sem o tem govorila in vse se študije vrtnice bomo to na redni bazi delali. Super. Vse bom razložila, Super. tako da, ja. Ok, super, hvala ti. Za tiste mogoče, ki bi same malo eksperimentirale, preden pridejo k tebi. Kaj moramo še pokazati? Kako delaš makrame? Sva rekla, da boš tudi pokazala. Ja, lahko, le sem si sredi za? ustvarjena ogrlice. Super. Ja, super. Kako pa dobiš navdih? Se pravi, nekdo, ki pride k tebi, že ima idejo, kaj bi rad naredil, ali ne? Tako, jaz mislim, zame je ful pomembno, da meni ta nakit lep. Tako da mi oseba mi pove, kaj, recimo včasih mi reče sam, da bi imela en kos nakita za neko področje, za eno stvar. In potem jaz pač malo začutim, razmislim, kjer kristal bi bil in pošljem slikice kristalov. Lahko pa velikokrat vejo pravzaprav, kjer ga bi rade imele. In potem se zmenimo za barvo, za obliko ogrlice, ali je taka pri vratu, ali je taka, ki je bolj viseča, koliko bogato, koliko enostavno. In potem jih jaz prosim, da imam proste roke, zato da res lahko uživam in pač vedno je tako, ko mora biti. Ne? Ja, itak, jaz mislim, da je tako steče energija Ja. čez tebe, tudi ko vidim tvoje izdelke, je tako, Ja. se Po vidi, da mojem si glih res povezana. glih zato, ker zato. se ne omejujem zdaj, da mi nekdo postavlja točno kako bi, ker ljudje, dokler ne ustvarjajo, niti ne vejo. Seveda, ker niti nimajo Tako, predstave. a ne? tako. Če Ja. se pa ti prepustiš, pa vedno pride v bistvu popolna oblika. Super. Ok, potem pa daj vam midve zdaj Ok. pogledati, kako to pleteš. Ok, A ste zdaj? let's give it a watch. Kaj pa zdaj počneva? Zdaj gledam. Drugače pa sem sredi ustvarjanja ene ogrlice po naročilu enega larimarja in prav z eno gospo, ki sva se kar nekaj časa dogovarjali, ker sem za nekaj časa zaprla naročila, ampak zdaj so spet na voljo. Bi ti pa rada, oziroma tudi gledalkam, najprej sam pokazala, na čem ustvarjam. To je en zvezek, ki je moja podlaga, na njem sem ustvarila, bohve koliko, nekaj 100 ogrlic. In ga ne morem zamenjati, ker je tako poln te ustvarjalne energije. Tako da bo tudi zdajle moja podlaga. Tako da nakit, v bistvu jaz uživam v ustvarjanju unikatnega nakita, kjer ne rabiš nič misliti in predvsem nič meriti. Jaz ne maram meriti. Zato tudi rajši kuham, kakor pečem, kjer moraš tehtati. Tako da tlele delam res po navdihu in se potem sproti rojevajo kreacije.
to, kar tebe opazujemo, je videti zelo enostavno. Ja. Zgleda samo malo vozličkov naredi in to je to, ampak v bistvu, če se sami tega lotimo, ugotovimo, da vse prej kot. Ja, vedno je tako. Ti, ko vidiš mojstra v čemarkoli, ali kitarista, ali plesalca, ko dela s tako lahkoto svoje gibe v popolnost, se ti zdi tako enostavno. Ampak v bistvu je zatem vedno toliko enih vaj in vadbe. Ampak vsaka stvar, ki se ji posvetiš, potem ti gre vedno boljše in te v bistvu preseneča. In jaz, ko sem začela ustvarjati nakit, mislim, najprej sem delala ves čas eno in isto in se ni nikamor premaknilo. Potem pa bolj, ko delaš, vsakič nekaj novega odkriješ. Nek nov vzorček in ja. Tako da moram reči, da sem začela delati en tak nakit, ki je zelo ženstven. V primerjavi z Južno Ameriko, kjer je nakit, ga delajo fanti, moški, in ima čisto drugo energijo in drugo obliko. Ti verjetno veš, kaj si bila v Južni Ameriki. So take polne ogrlice. Jaz pa sem začela delati tako, jaz si rečem čipkasto. Taka nižna, ja. In ful ženstveno, ko gre ponavadi širšega proti ožjemu. Tako da, evo. Pravi, tiste deklice, dame, no pa mogoče tudi kakšen fant, ki bi se želeli tega le naučiti, lahko pridejo k tebi na tečaj. Ja, bom zdaj počasi dala spet kakšne datumčke ven, absolutno. To je nekaj tako lepega. Moram pa reči, da delam z ženskami in zaenkrat bom tudi kar ostala, da bomo delali to res v ženskih krogih. Ja. Mislim, tudi moški delajo krasen nakit, ampak ko se ženske družimo, v bistvu ženske imamo to potrebo po druženju. In tudi, a ne svet bo še vedela, ker si bila tudi v Južni Ameriki, ženske se ponavadi niso sam družile in klepetale, ampak so vedno zraven še ustvarjale. Ali so pletle, ali so kvačkale, ali so vezle. Ne? In tudi tlele v bistvu se potem naenkrat več področji poveže. Se podobno tudi pri kuhi, ker gre v bistvu res za druženje, za način življenja, ne samo zato, da je treba postaviti krožnik z neko hrano na mizo. Ja, tako. Tako da, ja, tole zgleda čudovito. Jaz se ti lepo zahvaljujem, da si nam tole pokazala in pa bova zdaj še malo zaplesale. Lahko? Super. Za teboj je pača mama, je tako? Ja, to pa narisal moj ljubi prijatelj iz Argentine, Jorge Matias Alba, in je narisal pača mamo iz enega kraja, kjer sem jaz 2 meseca živela in je en velik delček moje duše tam še vedno čaka, da se vrnem. Ja. Super. Ok, torej, hvala lepa za tole, še od blizu pokaževa in potem naredim še ta delček in potem gremo k plesu. No, evo, koliko je nastalo med tem, ko smo mi dve malo poklepetali. A ne? Super. Ampak to je res, ko si pol v nečem dober, a nekaj te vprašajo, koliko časa rabiš. Ampak ko si ti v nečem dober, rabiš predvsem manj časa, kakor nekdo, ki se uči. Sam zatem, da je pa toliko let učenja, tako, brez krvi. Nikoli še nisem preštela, koliko grt nisem naredila, ampak vem, da jih je nekaj 100, no. O, sigurno, to pa že jaz vem samo iz tvojega Facebooka. Evo. Avaz avaz çarpın olsam beni haykırsan.
beni, ohla beni. Hadi korkma, ben şımarmam, yine sev beni. Başla beni, ohla beni. Bana bakma, ben şımarmam, yine sev beni. Başla beni, ohla beni. Hadi korkma, ben şımarmam, yine sev beni. Katja, najlepša hvala, da si nas povabila v tvoj dom, da si nam pokazala toliko svoje modrosti in hvala za vse, kar počneš. In kje te zdaj vsi navdušeni najdemo? Ja, najdete me na moji spletni strani www.katjabubnic.com. Stran je sicer še v prerajanju in tako naprej. Ustvarjanju, tako Ja. kot je tudi Ja, Katja v pač ustvarjanju, proces. vedno tako, na Potem na Facebooku. Facebooku, na mojem profilu in na mojem pageu. Instagram malček manj. Tako da ja. Tako, napišite Najdemo. Katja Bubnič v Google in te Ja, najdete. se najdemo. Hvala, Katja, ti še enkrat veliko uspeha ti želim, pa hvala za vse dobro. Za lepo vabilo. Z veseljem, Ja, veseljem, hvala. še enkrat.